Zadnji v tem panelu je Duša Fišinga, družinska zgodovina kot to način spoznavanja preteklosti, torej ta najbolj mikrohistoričen pristop. Zdaj, jaz upam, da bom zdala nastaviti, da bom tole celo nazorsko. A mišljate, pa ni? Imajo očitno dobrega mačka. Ja. Se miši prav, zgore. Ja. Jaz sem včeraj želela, da poskusno z gospo Kurdova, pa je reka, se je gor. Počasen je pa največ... Ja. Torej, za začetek bi povedala, da se jaz z raziskovanjem rodovnika ukvarjam že od leta 1989, da je pravzaprav bilo to nastalo na pobudo, ker sem članica znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije in ker je moj praded bil zdravnik. In predstavljam vam bi zelo rada, kako je iz majhne spet mi bo pokvaril sliko, to, kar česar sem se bala. Torej, tale moj praded je tisti, ki je s pomočjo Kurt komisijona, predvsem pa južnih železnic, iz Opatije, kot jo vidimo na sliki, leta 1885, čez 20 let je bila to avstrijska Nica. Torej, študiral je po različnih fakultetah, zaključuje medicinsko fakulteto na Dunaju, kjer je postal profesor za balneologijo in hidroterapijo. To je delal med akademskim letom, med počitnicami pa je bil zdraviliški zdravnik v takrat zelo znanem zdravilišču Rogaška Slatina. V tem kraju sta se rodili prva in najmlajša hčerka in to je moja babica, to je ta, ki ima strgan obraz. Najbolj je bila tjera ljubosumna od sebe. In ko je služboval v Rogaški Slatini, je pisal poročila o Rogaški Slatini v različnih sezonah, ugotovil, da turizem pada in ugotavljal, zakaj pada in potem napisal predloge reform za Rogaško Slatino 1875 in zgleda, da je ta knjiga zbudila pozornost glavnega, bi rekla, finančnika takratnega časa, to je direktorja Cesarsko-kraljevega društva Južne železnice, gospoda Friedricha Schillerja, ki je gradil to železniško progo od Dunaja na Trst kot pristanišče, na Reko kot veliko trgovsko pristanišče in vmes naredil eno kratko postajo železniško v Matulih, to je približno 5 km na Reko, iz čistega, bi rekla, iz čistih političnih razlogov, namreč je šel Franc Jožef na Reko in moral biti državniški sprejem, ker je bila to ogrska. On je pa zapustil Avstrijo. In tako je nastala lepa, krasna postaja, ki je še danes taka kot nekoč v Matulih. In zdaj, kaj pa narediti s temi Matuli? Ma ne more biti tam ena postaja, pa nič naprej. In odločil se je, to je imel vizijo, da bi naredil v tem zdravilišče. Klimatsko zdravilišče in je povabil profesor dr. Ertla kot zelo znanega otorinolaringologa svojega časa, da bi povedal, ali je zrak primeren za bolnike, pljučne, srčne bolnike. Potem je povabil profesor dr. Teodorja Billrota, največjo zdravniško
bi rekla, avtoriteto takratnega časa in pa mojega pradeda s svojimi, ki je zbudil njegovo pozornost s svojimi reformami. Vsi trije so na sestanku leta 1885 sklenili, da je Opatija primerna, da postane klimatsko zdravilišče in morsko kopališče. Moj praded se je takoj lotil pisanja kriterijev za delovanje klimatskega zdravilišča in na prvo mesto postavil neoporečno pitno vodo. Je rekel, pa ne samo v hotelih, ampak tudi po celi vasi, in tako je Južna železnica financirala izgradnjo tega vodovoda, ki je deloval nekako do 20 let nazaj. In na podlagi tega, kar so naredili, je Opatija že čez 4 leta dobila uradni naziv klimatskega zdravilišča in morskega kopališča. In kaj vse so naredili? Prvo je bilo meteorološka postaja v zdraviliškem parku parka Anđoline, kjer je bila tudi vila, in sicer je centralna ustanova za meteorologijo in geofiziko na Dunaju, predvsem je CAM, zahtevala, da se vsak postavlja te opazovalnice in zahtevala, da se vsak dan pošilja poročila gor. No in ta poročila eno sem uspela pridobiti, tako da se vidi, kako je glavni skrbnik, kasnejši skrbnik, na začetku je delal to moj praded, zapisoval to vreme, ki se je tam pojavljalo, da so lahko znanstveno utemeljili, da je to primerno za srčne in pljučne bolnike. Potem so se naredili izgradnje kopališč. Prvo je bilo v zalivu Anđolina, se pravi pod vilo in parkom Anđolina, še kopališče Anđolina, potem je bilo kopališče Slatina, to je na sredi, in nekoliko kasneje zgrajeno kopališče Kvita, ki je bilo pa namenjeno bolj služinčadi, je bilo rečeno. Ob teh kopališčih so zgradili tudi 2 zaprti kopališči, in sicer v okviru hotela Kvarner zaprto kopališče z toplo in hladno morsko vodo, v parku Anđolina pa hidropatski inštitut, kjer se je zdravilo z vodnimi terapijami. Zraven so imeli pa še masažo in pa telovadbo na prostem. Vse to so že takrat imeli. Sprehajalne poti. Zdraviliški park Anđolina ga je že imel. Potem so pa uredili 3 kategorije teh sprehajalnih poti. Najdaljša je Lungomare, to je ta obmorska pot. Drugo sta nekoliko v hrib narejeni sprehajalni poti v parku Kvisisana in Margarita. To je Kvisisana je danes pod hotelom Opatija. Predvidevajo, da je bil dr. Ertl sam srčni bolnik, ker je znal točno postaviti klopi za počivanje teh sprehajalcev, ko niso več mogli v hrib. Jaz sem tudi srčni bolnik, po bypassih, in moram priznati, da je dosti strmo, ko sem šla gor, so se morala tudi ustaviti tam, kjer so bile poti. No, tretja je bila pa prava pohodna pot na 3 vrhove, na Veprinac, Poklon in Učko. Ker pa je v Opatiji velikokrat dežuje, jaz se imenujem kar morski bohin, sta bili 2 pokriti sprehajališči. Prvo je bilo pri hotelu Kvarner, drugo pa nekoliko kasneje zgrajeno pod hotelom Palas. Reklamirala je Južna železnica Opatija. Sta pomembni plakan Dunaj-Trst, to je uresničeno hrepenenje Avstrijcev pridi do morja, potem pa z razglednicami, kajti 1891 postanejo razglednice, to so v bistvu litografije, prve oblike razglednic, najbolj pomembno reklamno sredstvo in sredstvo privabljanja pridite k nam in pogledajte, kako smo fajn. Južna železnica je znala se prodajati, še in se reklamirati. Izdala je svojo razglednico, to je ta velika razglednica z zdraviliškimi ustanovami v Opatiji, pravzaprav ne samo zdraviliške ustanove, vse, kar je Južna železnica zgradila, je bilo gor, in enako je to dala v glave svojih dopisov. Kakšna bogata glava, občudovanja vredna.
Zdraviliška komisija je poskrbela, da so voditelji, ki so izhajali do leta 1900, ko sta prva je abacija, ki jo hrani vnuk, delo Petra von Radiča, pa Šteter Bidler, ki je pa replika, ki sem jo dobila nesposojo, pa 1891 je predsednik KUR komisijona Glaks napisal tudi knjigo Vodiča, po letu 1900 začela izdajati bogato ilustrirane vodiče z barvno naslovnico in vrtno stranjo in pa noter z okrašeno z vinjetami in slikami in pa predstavitev zdravnikov, ki so tam delovali. Ker je leta, najlepša hvala, 1891 požar uničil, izbruhnil na Dunaju in uničil gledališče, so ugotovili, da mora imeti vsako zdravilišče tudi svoje gasilsko društvo. In temu gasilskemu društvu se je 4 leta kasneje pridružilo še reševalno društvo, se leta 1903 združilo in zgradilo svoj gasilski dom. No, tukaj imamo pa primere, kako so zgledala reševalna vozila leta 1900. Zdaj imamo zelo moderne fitness aparate, ampak 1865 je zdravnik Gustav Zander izumil prve te aparate, ki so se po njem imenovali Zanderjevi aparati. In sicer so imeli različne vrste gibanja, aktivno, pasivno, mehansko delovanje, ortopedski aparati. Vse tisto, kar danes pravimo, da blagodejno vpliva na človeka, na njegovo zdravje, so že takrat ugotovili. Napisali so, zmanjšuje posledice sedečega načina življenja, kaj bi šele danes rekli. Kaj krepi in izboljšuje. In leta 1911 je imel svet že 202 Zanderjeva inštituta. Opatija ga je dobila 1904 in sicer ga je dr. Izor Štajn imel v Vili Dori, 2 veliki hali, kjer so bili te aparati na voljo in sam je izumil pa ekserciterja, danes bi temu rekli elastični trakovi, različne moči za uporovno telovadbo, za jačanje mišic. Ampak tudi mali človek opatije je našel svojo tržno nišo. To se je spravil v poklic vodnega taksista in ker ni znal nemško, je popačil Bitte schön, Barkefahren, Bitte schön, Barkefahren, in to je ta znameniti naslov popevke, ki jo je zapela Beti Jurkovič leta 1974. Ta Barkajol je dobil svoj spomenik v malem portiču, to je ta slika tamle spodaj, kjer so bili parkirani te čolnički. Šli so pa vedno iz Opatije v Volosko ali v Iko, Ičiče ali Lovran. Na reko niso mogli, ker je bil prestop državne meje. Strahoten porast gostov. In 1904 so zgradili novo zaprto kopališče nadvojvode Ludvika Viktorja, kjer so bile v prvem nadstropju pač hidropatske procedure ali zdravljenje z vodo in paro, spode pa luksuzne kapeli, ampak tudi velika čitalnica s čitalnico. Kaj vse so nudili? Polovične kopeli, različne vrste tušov, parne kopeli v omarici je pa predhodnica današnje savne. No, pa potem še naprej vrste kopeli in pa polsedeča banja. Opatija se je blazno razvijala, še vedno je dobila s svojimi razglednicami, dobila je tudi 3 prave zdravstvene bolnišnice in pa sama ustvarila svoje plakate, s katerimi je vabila turiste v Opatijo. In 1904 je bil v Opatiji organiziran 4. kongres avstrijskih in nemških
balneologov. O tem je poročal ves svetovni tisk, ves avstrijski tisk. Meni je zelo žal, da je tale zahvala čist premaknjena. V časopisu, v Kurlistah je bila izražena zahvala in v časopisu je bila tudi slika vseh 254 udeležencev tega kongresa. In fotografirati se leta 1904 je pomenilo velik finančni izdatek. Fotografirali so se samo bogati. Veste, to je bila skoraj polovična plača ena fotografija. Grozno je bilo to, da ne bo. Leta 1908 je Opatija dobila tudi tramvaj, ki je zdaj povezoval Matulje, torej spravi železniško postajo z Opatijo. In tukaj na razglednici, ki jo imamo desno, je pogled iz teh Matuljev na Opatijo in te vse likovne stvaritve, ki jih vidite, je pa naredila njegova hčerka, ki je obiskovala Kunstgewerbe šole na Dunaju ali šolo za umetno obrt, ki je edina sprejemala ženske na šolanju. Vse veste, ženske se nismo smele do prve svetovne vojne šola, nismo smele imeti drugih poklicov kot biti učiteljice. Vse ostalo nam ni bilo dovoljeno. To vse sem spoznala in raziskala za dobrega. No, in velik vrh doseže Opatija tudi tega leta, ko je dobila tramvaj, in sicer 4. mednarodni kongres talasoterapije. Talasoterapija pomeni zdraviti z morsko vodo. In tukaj je pač v ospredju tale zahvala, ki še danes visi v Opatiji, v talasoterapiji in ki je del medicinske fakultete z Reke, ker Reka ima svojo podružnico v Opatiji. In tukaj pri udeležencih, bilo jih je 305, je skočil dol, je bila tudi prva zdravnica, med vsemi temi zdravniki, prva ženska na kongresu, iz Poljske je prihajala. Verjetno se je šolala v Rusiji, ker Rusija je pa imela medicinsko fakulteto za ženske. Svetočo razvojno pot je prekinila prva svetovna vojna in Opatija postane zaledje Soške fronte. Vsi hoteli so bolnice, in sicer hotel Stefani so ključni bolniki, ostalo so za v glavnem oficirje in 1917 se hoteli razen hotela Stefani, združijo v družabni dom, kjer imajo med drugim tudi učne ure za nepismene, pa 1917. tudi imajo kino. 4.11. je proglašeno premirje 18. Italijani okupirajo Opatijo, Julius Glaks je odstranjen z položaja in Opatija je samo navadno morsko kopališče. In tako bi ostalo še do danes, če ne bi leta 1957 dr. Čedomir Plavšič začel oživljati idejo zdravstvenega turizma in uspel on in njegovi nasledniki v talasoterapiji ustvariti bazene, čudovite bazene z morsko vodo, z vso možno hidroterapijo, z fitness centri, v savne, pa v masažne objekte, pa nisem smela, da bi poslikala. In na koncu se zahvaljujem vam za poslušanje, zato, da ste prenašali moje izvajanje in pa vsem tem, ki so mi pomagali, da sem se dokopala do teh podatkov. 1891 razglednica in te zgradbe, ki jih vidite na srednji razglednici, to na sredi, so bile zgrajene 1908. In so še danes osrednji del Opatije in še vedno ponos Opatije. Novo je pa, da je kameja simbol Opatije, slikano letos v marcu. Hvala vam lepa.